Novi vodja Mosada v Izraelu naj bi pravkar odpustil dva višja uradnika, ki sta zasnovala načrt za strmoglavljenje Islamske republike Iran. Načrt, ki je pomagal prepričati Donalda Trumpa, da februarja začne vojno z Iranom. Kako je ta načrt pravzaprav izgledal? Izraelski in ameriški napadi bi zadeli iranske varnostne sile na severozahodu in s tem odprli koridor, po katerem bi kurdski borci prečkali mejo iz Iraka v Iran. In na to bi se jim pridružile tisoče mladih Kurdov, kar bi sprožilo množično protestno gibanje, ki bi zajelo vse do Teherana in zrušilo Islamsko republiko. Moški, ki so ga očitno imeli v misli za zamenjavo režima, je bil nekdanji trdolinijski predsednik Mahmud Ahmad Ahmadinejad. Vendar ni uspelo. Domnevno so kurdsko komponento uničile uhajanje informacij, turško lobiranje in kurdska zadržanost. Trumpov vodja CIA je kasneje celotno napoved spremembe režima označil za farsično. Arhitekti tega načrta pa naj bi po poročanju zdaj ostali v Mosadu, vendar v zelo različnih vlogah. Zdaj se nam pridružuje kurdski politični analitik Halim Matpalani. Po tem poročilu Halim Mat se je načrt zanašal na iranske kurdske sile na terenu, ki bi Hadik podpirale izraelske in ameriške zračne sile. O tem smo pogosto poročali skozi celotno vojno. Ampak ali je bil ta načrt sploh kdaj realen? Hvala za vprašanje. Mislim, da je bil načrt realen. Težava je bila v tem, da način, kako je bil načrt zamišljen, ni zares upošteval, predvsem zahtev Kurdov. In resnica v Iranu je, da so Kurdi številčna skupina, vendar niso tisti, ki bi lahko sami strmoglavili režim. Mislim, da načrt ni propadel, mislim, da je še vedno prezgodaj in pričakovati, da bo režim padel v nekaj mesecih, je že v osnovi nerealno. Ampak ideja, da bi Kurdi lahko odigrali svojo vlogo, še vedno so pripravljeni odigrati to vlogo. Toda pričakovanja, da bi oni odstranili vodjo iranskega režima in da bi se sistem zrušil od znotraj ter bi se začel upor, so nerealna. Verjamem, da je bila to tista strateška predpostavka, ki je preprečila, da bi se upor sploh začel. Ampak še vedno mislim, da je možno, da se to zgodi, vendar se ne začne Kurdi igrajo ključno vlogo, ker imajo oborožene sile. Ampak kar se mora zgoditi je mednarodna strategija z zavezanostjo velikih sil, kot so Izrael, zalivske države in predvsem Združene države Amerike. Pokazati morajo trdno zavezanost, da si prizadevajo strmoglaviti islamsko. Do tega trenutka tega niso pokazali. In zato nobene sile, niti Kurdi, niti Iranci na ulici ne bodo, napadli režima, ker bi bilo to za njih v tem trenutku samomorilsko. So v načinu preživetja. In brez kakršnekoli mednarodne podpore bi bilo za njih samomor, če bi režim na ta način. Torej, čigava je bila na koncu krivda? Mislim, očitno sta bila arhitekta tega načrta, za katera naj bi, kot poročajo, prepričala Netanjahuja, da potem, predstavi ta načrt Trumpu, premestili na druga mesta. Odpuščeni so bili svojih položajev. Ampak komu po vašem mnenju na koncu pripada krivda? No, mislim, da ne moremo s prstom pokazati na nikogar in reči, da je ta oseba ali organizacija odgovorna za to, kjer smo danes. Mislim, da gre na koncu za vprašanje napačne ocene glede. Veste, kako lahko vidimo propad režima in kakšen sistem imamo? Mislim, da se spet vse vrne k napačni oceni in nerazumevanju, da takoj kot odstranite glavo kače, če tako rečem, da bi se vse začelo. Prav. In to se ni zgodilo. Torej, ta strategija je morda delovala v drugih državah, vendar je iranski sistem zelo drugačen. In zato spet mislim, da ne moremo kriviti vseh. Ampak, da sem poštena, samo povedati želim, očitno nismo videli, da bi iranske kurdske sile se soočile z Basidžem ali z IRGC. To se pravzaprav nikoli ni zgodilo. Misliš, da bi imele kakšno možnost, če bi to storile?
Seveda, mislim, v zadnjih nekaj mesecih so v iranskem Kurdistanu delovale tajne skupine pod različnimi imeni, in soočale so se z Basidži in IRGC v različnih obmejnih mestih. Zdaj, to so, lahko bi rekli, takšne vrste spopadi, ki so znak. In v bistvu je to način, kako Kurdi sporočajo veste Združenim državam Amerike, Izraelu in zaveznikom v regiji, da smo sposobni soočiti se z režimom v iranskem Kurdistanu, ne pa v preostalem delu Irana, ker imajo Kurdi odgovornost do iranskega Kurdistana in kurdskega ljudstva. Nimajo pa odgovornosti, da osvobodijo celoten Iran, in to ni nekaj, kar bi jim kdaj uspelo. Ker veste, imate močno državo, ki je na robu pridobitve jedrskega orožja, sami ne morejo premagati take sile. Če pa obstaja resna zavezanost mednarodne skupnosti, podobno kot smo videli proti Sadamu Huseinu v Iraku, potem verjamem, da bodo Kurdi ne le resno poskušali soočiti se s režimom, ne nujno, ampak tudi v središču in znotraj režima boste začeli videti resne veste prelome. Ljudje znotraj režima se bodo odcepili od oblasti, ker bodo začeli spoznavati, da je ta režim na robu propada in da mednarodna skupnost njihove agresije v regiji ne bo več tolerirala. Toda dokler ljudje tega ne bodo videli, ne glede na to, ali so to Kurdi ali Iranci na ulici, niso pripravljeni, veste, iti na samomorilsko misijo. V redu, rada bi se ti zahvalila, Hala, da si se nam pridružila. Zelo zanimivo je bilo slišati tvoje mnenje o tem. In mislim, da bomo morali počakati in videti, kako se bo to razpletlo, če se bodo na koncu res upletle iranske in kurdske sile.